Lepo pozdravljeni na drugi iz serije spletnih izobraževalnih delavnic, ki jih na Zvezi potrošnikov pripravljamo za vse potrošnike, ki ste se prijavili v skupinski nakup. Preden besedo predam gospe Kozina Petač z Ekosklada, samo nekaj besed o projektu ClearHP, v okviru katerega organiziramo skupinski nakup. Cilj projekta je potrošnikom olajšati dostop do toplotnih črpalk za ogrevanje, in sicer tako, da jih spremljamo in da jih bomo spremljali na celotni nakupni poti, odpravljali finančne in regulativne okvire, predvsem pa jim tudi s takšnimi delavnicami ponudili čim več informacij za izbiro ustrezne toplotne črpalke. V skupinski nakup se vas je do zdaj prijavilo že več kot 2500. Če še niste izpolnili, če ob prijavi v skupinski nakup še niste izpolnili podatkov o nepremičnini, vas prosimo, da to storite čim prej. Tako boste v drugi polovici marca, ko bo znana ponudba skupinskega nakupa, po elektronski pošti prejeli informativno ponudbo, ki bo temeljila na vnešenih podatkih. Do takrat pa, se pravi do sredine marca, pa vabljeni, da si na spletni strani skupinskega nakupa pogledate, preberete članke, tudi brošura o toplotnih črpalkah je na voljo na spletni strani. Predvsem pa vas seveda vabim, da se prijavite in udeležite še preostalih 3 delavnic, ki jih načrtujemo za vas. Tako da zaenkrat hvala lepa, bom ustavila in besedo predajam gospe Emi Kozina Petač z Ekosklada. Ja, en lep pozdrav še z moje strani, se slišimo? Ja, slišimo. Tako, jaz vam bom predstavila finančne spodbude Ekosklada za okoljske naložbe, seveda s poudarkom na spodbudah za toplotne črpalke. Ekosklad verjetno že poznate. Da se premaknemo na naslednji slajd, tako je. Ekosklad je javnofinančna inštitucija za spodbujanje naložb v varstvo okolja. Spodbude dodeljujemo občanom, lokalnim skupnostim, pravnim osebam, naša naloga je pa v bistvu tudi izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti in pa vodimo tudi mrežo energetskega svetovanja in sveta, ne. Kar nekaj naložb smo že dodelili v preteklih 10 letih, skoraj 590 milijonov evrov subvencij in skoraj 425 milijonov evrov kreditov. Mi se bomo omejili samo na spodbude, se pravi, na eni strani na ugodna kreditiranja in pa ugodne oziroma subvencije za občane. Konkretno se bomo spoznali z 2 javnima pozivoma, se pravi za subvencije za občane in pa kreditiranje občanom. 2 javna poziva sta na to, zato pripravljena, se pravi 75 OB24 ZURE, kredit za občane, in pa subvencije 114 SUP OB24. Oba javna poziva sta bila objavljena v lanskem letu, se pravi krediti v novembru, subvencije že v juliju. Oba veljata do objave zaključka javnega poziva, pri čemer oziroma javni poziv za subvencioniranje velja že za izvedene naložbe od 1. maja 2024 pa vse do objave zaključka javnega poziva. Na kakšen način oddate vlogo? Zaenkrat prednostno želimo, da vlogo oddate preko portala e-uprava, vseeno ali z ali brez e-identitete, se pravi, ni nujno, da imate pridobljeno digitalno potrdilo. Če to ne gre, pa lahko vlogo oddate tudi osebno v času uradnih ur, priporočeno po pošti ali pa na e-mail, pri čemer za fizične obrazce zaprosite direktno na Ekoskladu. Vse informacije, še karkoli boste potrebovali dodatno, oziroma kakšne usmeritve, kakšne specifične situacije, lahko preverite na naši spletni strani oziroma preko
e-naslova ekosklad@ekosklad.si ali pa preko telefona v času uradnih ur. Če se sedaj malo bolj podrobno ustavimo na javnem pozivu za kreditiranje, se pravi 8 milijonov evrov je na voljo za ta javni poziv. Letna obrestna mera je fiksna v višini 1,8%, in na tem javnem pozivu lahko kandidirajo fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, se pravi, imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, so kreditno sposobni oziroma imajo kreditno sposobnega poroka, in so hkrati lastniki oziroma solastniki stavbe, kjer se bo naložba izvajala, oziroma lahko pridobijo soglasje lastnika za izvedbo naložbe. Višina zaprošenega kredita je minimum 1500 evrov, pa vse do višine priznanih stroškov naložbe. 10-letna je najvišja možna odplačilna doba za toplotne črpalke, v roku 1 leta pa morate to naložbo, se pravi od sklenitve kreditne pogodbe, morate to naložbo izvesti. Če pogledamo še, kakšen je pravzaprav postopek pridobitve kredita, v prvi fazi vi pridobite predračun. Se pravi, če boste kandidirali tudi za subvencijo, morate že v tej fazi preveriti tudi pogoje javnega poziva za subvencioniranje. Poleg predračuna izpolnite vlogo, predložite dokazilo o legalnosti stavbe, se pravi gradbeno dovoljenje ali pa izjavo legalnosti, ki je del obrazca vloga, morebitne druge tehnične dokumente, ki so zahtevani skladno z javnim pozivom, in vlogo oddate na Ekosklad. Ekosklad bo vlogo preveril in vam poslal kreditno pogodbo, posreduje hkrati tudi banki, banka potem preveri vašo kreditno sposobnost. Po preverjanju kreditne sposobnosti vi sklenete pogodbo z banko, v našem imenu to opravlja Intesa Sanpaolo, in po sklenitvi pogodbe je možna prva, se pravi, je možno nakazati avans v višini 40%, ni nujno, da se to v tej fazi zgodi, to je pač po dogovoru, potem pa z sklenitvijo pogodbe začne teči enoletni rok za izvedbo naložbe. Ko izvedete naložbo, predložite zaključno dokumentacijo na banko. Se pravi, tukaj je samo banka, tukaj ni nič na Ekoskladu. Banka potem preveri račun in izjavo o zaključku in na podlagi tega računa potem nakaže še preostali znesek izvajalcu, se pravi, ali preostalih 60% ali pa 100%, če predhodno ni bilo avansa. Zdaj, če se račun zviša, ne glede na tisto dodeljeno odločbo, načeloma krijete to sami. Zdaj, če niste že pred tem z novimi predračuni, pred izdajo odločbe v bistvu že poskrbeli za popravke. Malo bolj podrobno se bomo ustavili na javnem pozivu 114-OB-24 z dolgim imenom Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stavbah. Se pravi, tukaj ni samo, ne dodeljujemo spodbud samo za toplotne črpalke, ampak še za druge ukrepe, na primer za vgradnjo solarnega sistema v stavbi, za vgradnjo kurilne naprave na biomaso, se pravi na pelete, sekance, polena, za toplovodne kamine. Poleg toplotne črpalke zrak, voda je na voljo subvencija tudi za zemlja, voda, voda, toplotne črpalke, potem za zamenjavo oziroma prvo vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja, zamenjava oken, izvedba toplotne izolacije fasade, strehe, tal in pa vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Zdaj poudariti je treba, da pri ukrepih v toplotni ovoj stavbe, se pravi okna pa fasada, izolacija strehe, tal, je spodbuda oziroma subvencija lahko dodeljena samo za objekte, ki imajo izdano gradbeno dovoljenje pred 1. 7. 2010 oziroma je bila spremenjena namembnost pred tem datumom. Sicer pa ostali ukrepi so pa tudi za novogradnje. Kakšni so pogoji za dodelitev subvencije po tem javnem pozivu? Se pravi, upravičene osebe so fizične osebe, torej lastniki, solastniki stavbe, ožji družinski člani, najemniki ali imetniki stavbne pravice. Zdaj, načeloma mi soglasij ne preverjamo, tako kot so obvezna pri kreditih, ampak če pride do preverjanja,
vlagatelj mora v bistvu pridobiti soglasje lastnika oziroma solastnikov stavbe. Poleg tega preverjamo tudi, ali je stavba zgrajena legalno in kakšna je njena namembnost. Po tem javnem pozivu lahko subvencijo dodelimo samo, če je stavba stanovanjske in ali poslovne namembnosti. Se pravi, konkretno za toplotne črpalke je lahko stavba tudi v celoti poslovna, samo da je v lasti fizične osebe. To mora biti urejeno pač pred oddajo vloge. Kot drugo, ob vlogi naj bi vlagatelj predložil tudi gradbeno dovoljenje oziroma neko upravno odločbo o legalnosti stavbe. Zdaj, če s tem v tem trenutku ne razpolaga, ali pa ne želi predložiti, lahko pod materialno in kazensko odgovornostjo izpolni izjavo o legalnosti in namembnosti stavbe, ki je pa del obrazca vloga. Opozoriti moram, da razni gospodarski objekti, zidani, cevinske kleti in podobno, kar se pojavlja, ne pride v poštev. Čeprav je mogoče na GURS-u zabeležena dejanska raba stavbe stanovanjska, bomo mi preverili gradbeno dovoljenje, in če je pač stavba dejansko po upravni odločbi zidanica, spodbude ne moremo dodeliti. Preverimo lahko tudi izvajalca, se pravi pogoj je, da je izvajalec ustrezno usposobljen za opravljanje te dejavnosti, se pravi registracija naj bi bila 43.220, se pravi mora biti registriran za hladilne, grelne, vodovodne inštalacije, mislim, da. Potem pa pomembna zadeva je tudi ta, sploh pri toplotnih črpalkah zrak, voda, ki morajo imeti izvedene plinske povezave med notranjimi in zunanjimi enotami. Se pravi, izvajalec mora imeti opravljeno registracijo v evidenco ARSO za ravnanje s floriranimi toplogrednimi plini. Zdaj, za hermetično toplotne črpalke to ni potrebno, ker v bistvu teh plinskih povezav nimajo. Ustreznost toplotne črpalke načeloma mi preverjamo na naših informativnih seznamih. Že preden vlagatelji oddajo vlogo, običajno izvajalci ali pa proizvajalci pripravijo tehnično dokumentacijo in to že sami vložijo na Eko-sklad, tako da mi v bistvu ta informativni seznam na naši spletni strani stalno dopolnjujemo. Se pravi, ni nujno, da je v tem trenutku ta seznam popoln. Jaz mislim, da se s tem vam niti ne bo potrebno ukvarjati pri vložitvi vloge, oziroma če bomo to uredili že verjetno pred izvedbo naložbe. Kako izpolnite vlogo? Kot prvo, za kredit boste vlogo dali vnaprej, tukaj se boste v bistvu samo pozanimali o pogojih, ampak vlogo pa boste oddali po izvedbi naložbe. Prosimo, da ustrezno izpolnite podatke, tukaj je ogromno napak. Pravilno navedite davčno številko, ker pač mi tudi to preverjamo potem v centralnem registru prebivalstva, enako preverjamo tudi osebno bančno številko oziroma osebni bančni račun vlagatelja. Ne smete navesti računa od druge osebe, se pravi, mi lahko subvencijo nakažemo zgolj vlagatelju. Ne pozabite podpisati izjavo o sprejemanju pogojev, ki je del obrazca vloga, prav tako ne izjave o legalnosti, če se odločite namesto gradbenega dovoljenja to priložiti. Obvezno izpolnite podatke o ukrepu in pa sploh, če uveljavljate višjo spodbudo, to bom potem še malo v nadaljevanju več povedala o tem. Lastništvo, ki mora biti izključno v lasti fizične osebe, preverjamo v elektronski zemljiški knjigi. Enako to lahko preverite tudi sami, če se registrirate. Podatke o stavbi pa preverjamo na geodetski upravi, se pravi z javnim pogledom, to pa lahko prav tako sami pogledate brez registracije. Obvezne in dodatne priloge, na kratko, račun, dokazilo o plačilu, upravno odločbo oziroma izjavo o legalnosti in pa ustrezne fotografije. To so glavne stvari, ki jih nekako morate vedeti. Če gremo še malo bolj natančno pogledati, račun za toplotno črpalko mora biti izdan od 1.5.24 dalje, pred oddajo vloge, se pravi, ne morete vloge dopolniti z računom s kasnejšim datumom, taka vloga ne bo odobrena, in pa seveda dokler se ne objavi zaključek javnega poziva. Ne zadošča le račun za nakup toplotne črpalke, ampak morate imeti
račun za strojno montažo toplotne črpalke na centralni ogrevalni sistem. Ne zadošča tudi zagon ali pa postavitev na podstavke, ampak priklop na centralni ogrevalni sistem. Račun se mora glasiti na vlagatelja, če se ne, morate pridobiti soglasje imetnika računa. Kot dokazilo o plačilu računa sprejmemo potrdilo banke o izvedeni transakciji, izpisek iz spletne banke. Zdaj, če plačate z gotovino, blagajniških prejemkov ne sprejemamo, morate v tem primeru zaprositi izvajalca za konto kartico oziroma analitično kartico kupca, kjer vidimo beleženo plačilo. Ali pa imate recimo sklenjeno obročno odplačevanje pri izvajalcu, se pravi, priložite pogodbo o obročnem odplačevanju. Upravna odločba o legalnosti stavbe, tukaj pride v poštev gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, priglasitve del, recimo potrdila, da ima stavba uporabno in gradbeno dovoljenje, ker je zgrajena pred letom 67, tukaj je več različic, ampak mi moramo iz samega dokumenta razbrati, da je zgrajena stavba legalna in kakšna je njena namembnost. Kakšne lokacijske informacije, lokacijske odločbe tukaj ne pride v poštev, prav tako recimo odločbe o potrditvi projekta za gradnjo, potrditvi dovoljenja gradnje na nekem zemljišču. To so vse v bistvu podlage za izdajo gradbenega dovoljenja in tega ne moremo sprejeti. Malo bolj moram poudariti glede fotografij. Ni težko razumeti, se pravi, potrebujemo notranjo pa zunanjo enoto fotografirano. Večjo težavo imamo z fotografijami stare kurilne naprave, kadar vi uveljavljate višjo spodbudo. Se pravi, v tem primeru morate že, preden vi staro peč odmontirate, jo morate poslikati, ko je še priklopljena na centralni ogrevalni sistem. Se pravi, mora biti vidne centralne povezave, nadimnik povezan na peč, tudi kakšni gorilci ali pa kaj podobno, to mora biti vse nameščeno na peči. Dejansko, preden vi peč odstranite, mora biti v bistvu sposobna delovati. Se pravi, če mi iz prilog k vlogi ugotovimo, da ta peč 10 let ni bila v uporabi, potem mi spodbude, te višje subvencije ne moremo dodeliti. Vam pripada samo osnovna subvencija. Se pravi, to je ena fotografija, takoj, ko peč odstranite, morate slikati še prazen prostor. Tako da je možna primerjava pred prenovo prostora. Naslednja zadeva, dimnikarski zapisnik za kurilno napravo, če imate recimo 2 stari kurilni napravi in se odločite eno obdržati, v tem primeru predložite dimnikarski zapisnik. Izjemoma se zahteva tehnično dokumentacijo, če pač toplotna črpalka ni na informativnem seznamu. In v primeru, da je vloga popolna in vam izdamo odločbo, vam dodelimo, se pravi, v primeru osnovne spodbude, se pravi, ob prvi vgradnji, recimo za novogradnje, oziroma če ne uveljavljate zamenjave stare kurilne naprave, oziroma če ste predhodno imeli kakšne električne naprave ali pa lokalne kurilne naprave, lahko dodelimo 1000 evrov, se pravi, ne več kot 20%, ampak 95% subvencije, pač maksimalnih 1000 evrov za osnovno spodbudo. Če uveljavljate pa višjo spodbudo ob zamenjavi stare centralne kurilne naprave s kuriščem, pa lahko prejmete do 2500 evrov oziroma ne več kot 40%. Tukaj velja enako. V večini primerov je dodeljena ta maksimalna spodbuda, 2500 evrov. Izplačilo je izvedeno predvidoma v roku 60 dni od dneva vročitve odločbe, zdaj v praksi je to ponavadi nekje mesec in pol. To je zaenkrat to, če bo še kakšno vprašanje, sem pa potem na voljo. Hvala za pozornost zaenkrat. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo kolegici Alini Meško, ki je pregledala ponudbo zelenih kreditov pri slovenskih bankah. Pozdravljeni, jaz bom kamero zdaj sklopila, ker imam malo nestabilno povezavo, pa bo takole bolj varno. Takole, zdaj slišali smo o Eko-skladu, jaz pa bi vam vse na kratko predstavila tudi možnost najema kredita pri banki.
Zdaj, mi smo to podobno raziskavo delali zdaj že zadnja leta, no, tako da imamo tudi neko primerjavo med tem, kaj ponujajo banke, pa kaj ponuja Ekosklad, tako da se bomo seveda tudi tega dotaknili. Alina, samo ena stvar, lahko daš samo presentation mode, ki me zdaj pravzaprav samo... Probavam, ja. Aha, zdaj pa je, ne? Ok, super, hvala, Jasmina. Ok, takole, to se pravi, pogledali bomo ponudbo bank, katere banke sploh ponujajo neke ugodnejše zelene ekokredite in katere od teh jih ponujajo prav za toplotne črpalke, kar vas seveda danes tukaj zanima. Pogledali bomo en primer kredita, da si približno predstavljate, kakšni bi bili mogoče mesečni zneski, in pa na koncu potem še par nasvetov pred podpisom pogodbe. Zdaj, ne glede na to, najemate klasičen kredit ali zeleni ekokredit, je treba prej o tem razmisliti in razumeti pogodbo in tako dalje. Tako, zdaj pri nas trenutno deluje 12 bank in te ekokredite različno poimenujejo. Tukaj vidite, da je naziv zeleni eko ali pa tudi trajnostni kredit pri OTP banki, recimo. Od teh 12 bank, te, ki so označene zeleno, teh je 7, te ponujajo torej zelene ekokredite. Torej, Intesa San Paolo, ki tudi smo slišali, da je pravzaprav sodeluje z Ekoskladom, Banka Sparkasse, Delavska hranilnica, Gorenjska banka, Lon, NLB in OTP. Zdaj, NLB ima tudi določene partnerske kredite, kar pomeni, da imajo nek seznam izvajalcev, kjer lahko kupite tudi toplotno črpalko in so potem ugodnejši pogoji kredita. To se boste pri tisti banki, kjer vas bo zanimalo o podrobnostih, pozanimali. Zdaj, BKS ima nekaj v ceniku, nekaj, kar se imenuje zeleni kredit, ampak ni pravzaprav nobenih razlik s klasičnim kreditom, potem pa tele 4 banke tukaj spodaj pa nimajo posebne ponudbe za zelene ekokredite. To se pravi Addiko, Deželna banka, Primorska hranilnica in Unicredit banka. Pri teh torej ni neke posebne ponudbe. Zdaj, običajno, kadar mi govorimo o kreditiranju pri banki, se dotaknemo tudi možnosti zamenjave banke. Zdaj, tukaj boste videli tudi na tistem kreditnem primeru, da razlike, vsaj pri teh bankah, ki imajo informativne izračune na spletnih straneh, niso pravzaprav tako velike, ker tukaj tudi ne gre za tako velike zneske. Niso tako velike razlike, da bi se vam verjetno splačalo oziroma da bi čutili neko motivacijo, da banko zamenjate. Kar pomeni, da najverjetnejši scenarij bo, da boste za kredit, če ste pri eni od teh 7 zelenih bank, če boste primerjali njihovo ponudbo pa ponudbo Ekosklada. Če bo sicer slika širša, da na primer vseeno razmišljate o zamenjavi banke, pa tam so še druge ugodnosti, potem boste pogledali tudi naokoli, ampak načeloma verjetno se vam ne bo splačalo vlagati toliko časa, da bi zdaj vse banke spraševali za ponudbe. Zdaj, tukaj smo rekli, da teh 7 bank ponuja zelene kredite in tudi vseh teh 7 bank ima v naboru toplotne črpalke. To se pravi, te, ki so bile prej naštete, pri vseh teh bankah lahko dobite kredit za nakup toplotne črpalke. Ponujajo pa določene, vse pravzaprav razen Delavske hranilnice, še neke dodatne možnosti, ki verjetno marsikdo med vami tudi razmišlja, mogoče v zamenjavi oken, izolacije ali kaj podobnega, skratka, da bolj celovito izboljšate energetsko učinkovitost svoje stavbe. Tako da pri Intesi San Paolo imate dodatne kredite za adaptacijo stanovanja ali hiše, ampak z energetsko izkaznico A ali B. Tudi tukaj opozarjam, tudi ko gre za menjavo oken, vrat, zasteklitve, so neke določene zahteve, ki jih imajo banke, da bo ta vaša investicija padla med zelene kredite. Potem Sparkasse, stavbno pohištvo, okna, vrata in tudi izolacija, to se pravi fasada. Gorenjska banka enako, Lon ponuja še za stavbno pohištvo,
NLB energetske prenove, to se pravi nekako širše, kar tudi seveda paše vse to noter, kar smo do zdaj našteli, in pa enako OTP, okna, vrata, streha, fasada. Tako da večinoma, razen pri delavski hranilnici, lahko poleg kredita za toplotno črpalko računate, da lahko dobite tudi kredit za izolacijo, menjavo oken in vrat. Zdaj, kaj predlagamo, kako se pravzaprav nekako tega lotiti, Prvi korak je, da pridobite ponudbo svoje banke, Potem pa lahko obiščete tudi tistih ostalih 6, recimo, ki so na seznamu. Zdaj videli bomo na naslednjem slajdu, tam, kjer je primer enega kredita, da samo 3 banke imajo na spletnih mestih informativne izračune za zelene kredite. Ampak to ne pomeni, da vi ne morete priti do informativnega izračuna, samo to pomeni, da morate kontaktirati banko in povedati, kakšen kredit vas zanima, da gre seveda za zeleni kredit, za toplotno črpalko, kakšen znesek, kakšno dobo približno in se potem z njimi dogovorite in dobite informativni izračun. Zdaj, kot rečeno, vprašanje, ali se vam splača zdaj spraševati pri vseh bankah, kajti tudi zadeva je taka, da so praviloma obrestne mere višje za nekomitente. Torej, za tiste, ki nimate odprtega računa, pri recimo Intezi, morda ne bo tako ugodno, kot če bi imeli tam račun. Tako da to je še en razlog, da verjetno se boste bolj držali te primerjave moja banka pa Eko-sklad. Zdaj, omenila sem, da mi smo že v preteklosti delali zdaj kar nekaj let pravzaprav primerjave. Ne moram vam zdaj z gotovostjo reči, absolutno bo vedno Eko-sklad najbolj ugoden, ampak naše raziskave kažejo vsekakor v to smer. Se pravi, lahko se kakšna ponudba približa ali tudi izenači s ponudbo Eko-sklada za kredit, ampak načeloma so se te ponudbe izkazale za med najbolj ugodnimi ali pa najbolj ugodna. Se pravi, tudi gospa omenila, obrestna mera, fiksna obrestna mera 1,8%, kar je seveda za trenutne razmere precej ugodno. Kot že omenjeno, banka bo seveda preverila tudi vašo kreditno sposobnost, tega se je treba zavedati. Banka pogleda vaše prihodke, vaše odhodke, vaše dolgove, če že imate kakšne obstoječe kredite, limite in tako dalje, in bo tudi vpogledala v SIS bon. To je ta enotna baza, kjer so zabeleženi pravzaprav vsi vaši dolgovi. Tukaj ne gre samo za kredite, ampak tudi za leasinge, kreditne kartice, in skratka, manj kot imate že obstoječih dolgov, večja je verjetnost, da bo banka kredit odobrila. Zdaj, kakšna bo višina obroka, pogledamo zdaj tukaj na enem primeru, seveda, kredit za 8.000 evrov, zdaj ni nujno, da boste vi zbrali toplotno črpalko za 8.000 evrov, ampak recimo neka povprečna pričakovana višina, in izbrali smo, da se to odplača v 48 mesecih, to se pravi 4 leta. Zdaj, kot vidite, rekla sem, samo 3 banke imajo informativne izračune, zato smo te 3 lahko vključili v to primerjavo. To so Intesa San Paolo, Delavska hranilnica in Gorenjska banka. Eko-sklad ponuja fiksno obrestno mero, banke pa ponujajo izbiro med fiksno in spremenljivo obrestno mero. In tukaj vidite, da če se odločite recimo za nek kredit 8.000 evrov, 48 mesecev, bi bili te mesečni obroki nekje slabih 200 evrov. Tako da si lahko predstavljate, kje približno bi bili. Kakšni so stroški, če pogledamo to zadnjo kolono, vidite, da se tukaj vrtijo tam nekje okrog 1000 evrov, oziroma 875 do 1150, torej neke razlike med bankami vsekakor so, ampak seveda bistveno manjše, kot če se pogovarjamo o nekem stanovanjskem kreditu. Zdaj, za 200 evrov morda bo kdo se tudi odločil, da zamenja banko in je tudi seveda to lahko smiselno, ampak večina predvidevam, da vas bo nekako verjetno ostala pri svoji banki, če ponuja nek zeleni kredit. Tako da tukaj vidite tudi obrestne mere, če pogledamo te, ki so fiksne, 2,8, 4,9, tudi približno seveda niso zdaj konkurenčne, tele 1,8 Eko-sklada. Opozarjamo pa seveda, da obresti niso edini strošek, ki ga vi plačate pri kreditu.
Zavedati se je treba, da se plača ponavadi še odobritev, zavarovanje, lahko se plača tudi strošek vodenja kredita. Zato je zelo pomembno, da tisti, ki se boste odločili, da primerjate, da primerjate po EOM oziroma efektivni obrestni meri, ki je tukaj v predzadnjem stolpcu. To je pravzaprav neko orodje, ki nam pomaga dati kredite nekako na skupni imenovalec in pogledati, kateri je ugodnejši. Tukaj je izjemno pomembno, da primerjate kredite enakih zneskov in enakih ročnosti. To se pravi enako evrov in enako mesecev ali leta. To imate pol skupni imenovalec in EOM vam prikaže pravzaprav vse stroške, ki bodo v tem vašem kreditu. Zdaj tukaj, če pogledamo, vidite tudi spremenljiva obrestna mera, povemo še par besed tudi potem o tem, je to zdaj smiselno izbrati ali ne. Vidite, da je trenutno pravzaprav fiksna obrestna mera lahko celo ugodnejša. Zdaj, kaj lahko vi pričakujete na banki, kaj vam bo banka nekako, kje vam bojo stopili nasproti, če boste želeli vlagati v zeleno. Načeloma so to, oziroma pri vseh bankah so to nižje obrestne mere, to se pravi, ta strošek obresti, če tako gledamo, bo nižji, in pa potem banke ponujajo še druge ugodnosti. To so lahko nižji stroški odobritve ali pa brez stroškov odobritve za zeleni kredit in pa tudi nižji oziroma brez stroškov zavarovanja. Tako da tukaj vse nekaj nanese, nekaj se nabere, tako da se vam vsekakor splača, če se boste odločali za kredit za toplotno črpalko pri banki, potem je vsekakor smiselno, da izberete zeleni kredit in ne, na primer, klasični potrošniški kredit. Še par opozoril, mogoče kako, na kaj morate biti pozorni. Zdaj seveda, tukaj smo videli, zneski 170, 180, nekje do 200 evrov, če gledamo ta konkreten kredit. Verjetno ni znesek, ki bi vam mogoče ravno ogrožal vaše finančno zdravje, vašega gospodinjstva, ampak vsekakor vedno pred najemom kredita je treba narediti pregled svojega finančnega stanja, pogledati pravzaprav po domače povedano, koliko nam na mesec ostane. A si mi lahko privoščimo, a mi ostane, če želim ta konkreten kredit z obrokom 180 evrov, a mi ostane vsaj 250 evrov na mesec, ker vedno rabimo še nekaj rezerve. Tako da tukaj tisti, ki tega še ne počnete, svetujemo, da pogledate mesečne prihodke, odhodke, idealno na letni ravni, da vidite, koliko denarja vam dejansko ostaja, ali se vi ta kredit lahko privoščite odplačevati, pa pri tem ne trpite preveč. Zdaj, kakšen obrok si lahko privoščim? Tukaj eno opozorilo, seveda najprej ne previsok. Ne previsok, zato da boste lahko plačevali še vse ostalo, kar je vsak mesec treba, ampak obrok naj tudi ne bo prenizek. Zakaj ne bo prenizek? Zato, ker če boste vi imeli nižji obrok, bo to pomenilo, da boste kredit pri enakem znesku odplačevali dlje časa in boste banki za to plačali več obresti. Torej, iščemo neko zdravo mero tega višine mesečnega obroka, kjer še zmoremo, kjer imamo neke rezerve, ni pa smiselno, da si puščamo preveč rezerve, ker potem kredit preplačujemo z dodatnimi obrestmi. Zdaj, omenila sem tam fiksno in spremenljivo obrestno mero. Fiksna obrestna mera, to, kar ponuja tudi Eko sklad, 1,8% smo že rekli, da zelo ugodno. To pomeni, da bo obrestna mera ves čas vašega kredita enaka in posledično to pomeni tudi, da bo vaš mesečni obrok enak. Torej, bo tak, kot bo banka tisti prvi mesec vam zaračunala, vse nadaljnje mesece boste plačali do centa enako. Druga možnost pa je izbira spremenljive obrestne mere. Običajno banke vežejo spremenljivo obrestno mero na 6-mesečni Euribor, lahko tudi na 3-mesečni, ampak 6-mesečni je bolj pogost. In zdaj tukaj podatek iz nekaj dni nazaj, 29. januar, malo manj kot 2,6 je bila vrednost Euriborja. Zdaj, zakaj na to opozarjam? Ker pri izbiri spremenljive obrestne mere se bo vaš kreditni obrok spreminjal.
Obrestna mera spremenljiva bo na primer napisana 6-mesečni Euribor plus, koliko smo imeli tukaj, recimo 1,15, na primer odstotne točke, plus 1,15 odstotne točke. Zdaj, če govorimo o 6-mesečnem Euriborju, to pomeni, da se vam bo na pol leta ta obrestna mera spremenila, in sicer tako, da se bo Euriborju na tisti dan prištel ta vaš pribitek, recimo 1,15 odstotne točke. Zdaj, seveda, tukaj ne govorimo o kreditih velikih zneskov, ne govorimo o kreditih, ki bi trajali dolgo, da bi tukaj lahko prihajalo do velikih nihanj. Dejansko Euribor zdaj pada, pričakujemo, da bo še kaj padel, ampak to seveda ne vemo. Tako da tukaj tudi, če se odločite za spremenljivo obrestno mero, je tveganje bistveno manjše, kot če bi recimo najeli stanovanjski kredit za 20 let. Omenili smo že, primerjamo torej po efektivni obrestni meri ali pa alternativno, efektivna obrestna mera je izražena v odstotku, medtem ko skupni stroški kredita oziroma skupni znesek, ki ga plača izraža to v evrih, kar nam je mogoče bolj razumljivo. Skratka, dva kredita, če pogledamo na primer od vaše banke pa od Eko sklada, oba ne bosta za enak znesek, za enako število mesecev in potem primerjate EOM ali pa skupni znesek, ki ga plačate, in seveda tam, kjer je nižji, tisto boste izbrali. Zdaj pozor tukaj na dodatne produkte, ki jih banke rade ponujajo zraven, da vam potem rečejo, če bi pa vzeli še tole zavarovanje ali pa mogoče nek dražji paket, bo pa kredit ugodnejši. Tukaj razmislite, ali se vam to splača. Ali vi te dodatne produkte najprej potrebujete, koliko vas to stane, ker ni nujno, da ste na koncu vi v plusu. Preden seveda, prej sem slišala, da Eko sklad pošlje tudi pogodbo, to je tako, kot mora biti, da tako rečem, tudi banka vam seveda mora dati pogodbo in vam tudi dati nekaj časa, da si vi to v miru preberete, pogledate, koga kaj vprašate, kar ne razumete, ker kljub vsemu gre za kredit, tudi 4 leta ni tako malo, če je treba odplačevati vsak mesec, da veste, kaj ste podpisali in da res razumete, v kaj ste se spustili. Tako, to je vse z moje strani, zdaj pa verjetno čas za vprašanje. Res je, hvala lepo vsem trem govorkam. Zdaj bomo šli kar po vrsti, hvala za vsa vprašanja. Poskusili bomo na čim več odgovoriti, nekaj časa še imamo. Tako da glavnina vprašanj, čeprav vidim, je za Emo Kozino Petač in Alino Meško, pa kar začnimo. Vprašanja so zelo konkretna, ena upam, da bomo lahko odgovorili, tako da poskusimo lahko. Najprej, koliko subvencije dobiš na toplotno črpalko v vrednosti 2500 evrov? Če je toplotna črpalka v vrednosti 2000 evrov, jaz sklepam, da sploh ne gre to za ogrevalno toplotno črpalko, ampak zelo verjetno za sanitarno toplotno črpalko, tako da te trenutno niso subvencionirane. Tako da najprej treba to preveriti, drugače pa 20% je maksimalen znesek za osnovno spodbudo, za višjo 40% oziroma 2500, kot smo prej omenjali, ampak dajte preveriti, 2000 evrov je lahko spodbuda, je lahko sanitarna toplotna črpalka, razen če je tukaj kakšna manjša toplotna črpalka, ki se jih vgrajuje v posamezne dele stavb, recimo v bloku. In je tudi to znesek, recimo toplotne črpalke brez montaže. To je tudi možno. Tako da drugače pa 20% osnovna spodbuda, 40% višja spodbuda ob zamenjavi stare kurilne naprave. Hvala. Ali lahko okno vgradiš sam? Kako je v tem primeru s subvencijo? Nisem vas dobro slišala. Ali lahko okno vgradiš sam, je vprašal en poslušalec? Ne, samogradnja pri nobenem od ukrepov ne gre. Se pravi, vedno morate imeti za vse ukrepe račun za nakup in za vgradnjo. Lahko je to na istem računu, lahko je ločen račun, ampak če izvajate sami, v lastni izvedbi bo vloga zavrnjena. En poslušalec prosi za informacijo, kako je s subvencijami v primeru, da obnavljamo starejšo stavbo, katero bomo tudi dogradili. Okna bomo povečali in jih nekaj dodali.
Zdaj za povečavo oken se načeloma ne komplicira. Mi v bistvu gledamo novo stanje, je pa res, da prva vgradnja ni predmet subvencioniranja. Ne? Se pravi, vi ste dolžni v vlogi, oziroma tudi vloga je sestavljena na tak način, da vas vpraša, če imate kakšna okna vgrajena na novo. To navedete v vlogi, napišete pozicije in te pozicije po računu niso predmet subvencioniranja. Tako da samo zamenjava oken je predmet subvencije. Ali lahko dobim kredit in subvencijo za naložbe, če sem šele v fazi pridobivanja odločbe o domnevi uporabnega dovoljenja za hišo, zgrajeno pred 1967? Predlagam, da počakate, da dobite veljavno odločbo s strani upravne enote, tako da ko to uredite, pojdite naprej s postopki. To mora biti urejeno pred oddajo vloge. Ali lahko koristimo kredite in subvencije Eko-sklada za toplotno črpalko, čeprav smo že koristili kredit in subvencijo za vgradnjo sončne elektrarne? Ja, za toplotno črpalko seveda. To se ne izključuje, ne? Se pravi, izključi se edino v primeru, da ste enkrat že imeli dodeljeno odločbo za isti ukrep. Pa še tam so potem določeni pogoji. Če ste vi za nek drug ukrep dobili kredit in subvencijo, lahko še vedno zaprosite za kredit in subvencijo za drug ukrep. Vse tisto, kar je na voljo, ne, lahko pridobite. Trenutno ogrevamo na centralno električno peč. V primeru, da le to zamenjam za toplotno črpalko, ali mi potem pripada višja subvencija ali nižja? Ne, dejansko v bistvu samo za centralno kurilno napravo s kuriščem. Ne, se pravi, tukaj upoštevamo, oziroma lahko priznamo višjo spodbudo samo za peči, recimo na olje, na drva, na pelete, se pravi, kurišče pravzaprav tisto nujno in pa, da gre za centralno ogrevanje, ne, se pravi, da je bila vezana na centralno ogrevanje. Se pravi, vse električne naprave, daljinsko ogrevanje, lokalne kurilne naprave, to odpade. Tukaj ne moremo dodeliti višje spodbude, vam pa še vedno pripada osnovna. Ali lahko dobiš višjo subvencijo, tudi če menjaš sistem za staro kondenzacijsko plinsko peč, ki je stara 15 let? Lahko, samo poslikati je treba vse, se pravi, ko je vgrajena in ko se odstrani. Po tem javnem pozivu v bistvu pogoj tudi uničenje teh starih kurilnih naprav. Drugače sicer načeloma ne preverjam, ampak omenim mimogrede, ker sem mislim, da prej izpustila ta podatek. Drugače pa za plin ni problem. Okay. Ali je subvencija predvidena ne glede na tip toplotne črpalke, na primer zemlja, voda, v prezentaciji je bilo namreč omenjeno samo za zrak, voda. Kakšna subvencija je predvidena za zemljo, zrak? V bistvu tukaj sem razumela, no, da bojo ponudbe se zbirale za toplotne črpalke zrak, voda. Drugače tudi zemlja, voda in voda se subvencionirajo in subvencije so tukaj še nekoliko višje, ker gre za precej dražje naložbe, če primerjamo s toplotnimi črpalkami zrak, voda. Se pravi, osnovna spodbuda za toplotno črpalko zemlja, voda je 3000 evrov, enako voda, višja spodbuda 6000 evrov. Pa še kaj takega tukaj pri tem vprašanju. V bistvu 6000 evrov višja spodbuda, no, to se pa že kar pozna, no. Je pa res, da so tukaj priznani stroški, tukaj se dodatno priznajo tudi vrtine, ne, se pravi, za izvedbo geosonde ali pa, se pravi, za vodno vrtino, ne. Tako da oboje je priznani strošek, če vlagatelj izvaja. Hvala. Kako je v primeru nakupa kompaktne toplotne črpalke samo zunanja enota, ki ne potrebuje za montažo podjetja za montažo toplotne črpalke priklop samo na obstoječo napeljavo? To ni problem, še vedno boste potrebovali monterja, ki vam bo ta strojni preklop naredil. Je pa res, da za te kompaktne toplotne črpalke ne potrebujete monterja, ki bi imel izveden vpis v ARSO, ne, se pravi za te toplogredne pline. Tako da še vedno pa morate imeti registriranega oziroma usposobljenega izvajalca, ki bo ta priklop naredil. Ne smete izvesti tega sami. Ali lahko dobim višjo subvencijo, tudi če menjam 4 leta star kondenzacijski kotel, za katerega sem dobil subvencijo Eko-sklada? Ja, preverite samo, koliko časa je minilo od datuma nakazila. Če se prav spomnim, stari javni pozivi so predvidevali, da plinski kotel ne sme biti odstranjen 3 leta po nakazilu. Tako da to preverite, kaj imate, oziroma kdaj ste prejeli nakazilo.
Potem pa eno malce daljše vprašanje. Kakšna je subvencija za toplotno črpalko voda, če odstraniš staro pečno polena pelete, za katero sem dobil subvencijo pred 13 leti, oziroma če ta peč ostane? Ali morda lahko ocenite, kako bo z višino subvencij za toplotne črpalke v naslednjih 2 do 3 letih? Zdaj, toliko stara peč je že, ne, ta stara 13 let, tako da to že lahko priznamo za višjo spodbudo. In v tem primeru za novo toplotno črpalko, bo je rekel vlagatelj zemlja-voda, oziroma voda, da lahko dobi 6 000 evrov. Ne? Zdaj, če bo pa obdržal, je pa to lahko samo osnovna spodbuda, razen če ima več peči, ne? Ker pogosto imajo vlagatelji 2 peči, ponavadi oljno ali pa na lesno biomaso, eno se odločijo obdržati, rekla, za rezervo, v tem primeru rabijo samo dimnikarski zapisnik, za drugo peč pa morajo izkazati, da je bila pač vgrajena in odstranjena in v bistvu tudi uničena, ne. Tako da, se pravi, če peč ostane 3 000 evrov za zemljo ali voda, toplotno črpalko, če uveljavlja višjo spodbudo, je 6 000 evrov subvencija. Novo vprašanje, lahko subvencijo dobiš brez da jemlješ kredit? Ja, to je opcijsko. Lahko jemljete samo kredit ali pa samo subvencijo. Pač spodbujamo vlagatelje tudi za kreditiranje, ampak to ni pogojeno eno z drugim. Je pa tako, no, mogoče je tudi smiselno pač poudariti, ti krediti so subvencionirani, ne. Tako da, če vlagatelj zaprosi za kreditiranje v celotni višini naložbe, mi to spodbudo lahko potem izplačamo izključno za poplačilo kredita na banko. Se pravi, vlagatelj v tem primeru ne more dobiti nakazila na svoj osebni račun, ampak če vzame kredit samo potem na banko za poplačilo. Se pravi, če v celoti vzame kredit, ne, za celo naložbo. Drugače pa se izključi, tako, ni nujno, Naslednje vprašanje, ali banke in Ekosklad nudijo kredit za celotno vrednost naložbe, ne? Tako je, ja. Rekla, vlagatelj lahko ima pač vrednost predračuna 12 000 evrov, ampak če želi, lahko zaprosi za celoten znesek, lahko pa reče, potrebujem samo 10 000 evrov ali pa tudi manj, se pravi, minimalno je pač 1500 evrov, ne, če bo že zaprosil za kredit. Tako da ni v bistvu omejeno v tem primeru. Letos bomo toplotno obnovili hišo, zato bi šli v toplotno črpalko po tej izvedbi. Ali se bo možno skupinskemu nakupu priključiti še kasneje? Barbara, to je pa verjetno zate. Ja, kot rečeno, prej smo na časovnici lepo videli, da ponudbo dobite v drugi polovici marca. In potem do konca maja še lahko zahtevate informativno ponudbo od izbranih ponudnikov skupinskega nakupa. Ponudnika oziroma ponudnikov skupinskega nakupa. Pozneje pa potem ne bo več mogoče. Zdaj to vprašanje nikogar ne bi se zanašalo, ampak kdaj bo zaključek poziva za subvencijo toplotnih črpalk? Ne vemo. Se pravi, ko pričakujemo zmanjšanje oziroma porabo sredstev, na zadnjem javnem pozivu smo že objavili, da se pričakuje zaprtje javnega poziva pač konec maja, nekaj 2 meseca prej smo objavili novico, tako da smo lahko zajeli čim več vlagateljev, da so pravočasno oddajali vloge. Smo šli pa vseeno z novim javnim pozivom, se pravi s tem 114 sub OB24, še malo nazaj, se pravi še en cel mesec smo potem zajeli z datumi naložb, ne, tako da obveščali smo izvajalce, obvestilo je bilo na naši spletni strani, zdaj pač kdor je pravočasno oddal vlogo, je pač prišel v poštev, drugače pač je zamudil, a ne. Ali lahko pridobimo kredit in subvencijo za toplotno črpalko, vključno s stroškom za talno gretje? Zdaj, kreditiranje mislim, da pokriva vse, pri subvencioniranju pa talno gretje ni priznani strošek, ampak v veliki večini je tako, da to niti ne vpliva na višino subvencije. Tako da, če vidimo, da vpliva vlagatelja, o tem predhodno obvestimo pred izdajo odločbe,
Če vidimo, da ne vpliva, da bo tako ali tako dobil maksimalno subvencijo, pa pač samo dodamo neko opombo in to je to, zaključimo s tem, a ne. V hiši imamo tudi poslovni prostor, ali bi lahko dobili nepovratna sredstva namesto kredita? Lahko, v bistvu, če je stavba v lasti fizične osebe, lahko na tem javnem pozivu za občane kandidirate tudi za poslovne dele stavb, oziroma je spodbuda lahko dodeljena v celoti, se pravi za stanovanjski del stavbe in za poslovni del stavbe, ne. Zdaj, če je pa v lasti pravne osebe, potem je pa bolje preveriti na drugem javnem pozivu za subvencioniranje pravnih oseb, a ne. Ali lahko dobim subvencijo, kredit za menjavo stare toplotne črpalke, ki je v okvari, proizvajalca ni več, stara je 15 let. Subvencije kredita pri prvi vgradnji nisem koristil. Se pravi, stara naprava je bila toplotna črpalka, če sem prav razumela. Ja, V tem ampak primeru ni ni več, je v okvari, ni več Ja, v proizvajalec. tem primeru ni višje spodbude, se pravi, električne naprave niso predmet te višje subvencije, ne. Tako da tukaj lahko dobite samo osnovno subvencijo, 1000 evrov maksimalno, ne. Ali bo toplotna črpalka, ki bo predmet skupinskega nakupa tudi na seznamu Eko sklada in s tem predmet subvencije kredita? Barbara, Ja, se opravičujem, da jaz sem vmes že na taka vprašanja tudi odgovorila v klepetu, ampak da, pogajanja s ponudniki sicer še potekajo, ampak za naprave, ki so v igri za ponudbo skupinskega nakupa, bo mogoče dobiti tudi subvencijo ali pa kredit Eko sklada. Hvala. Ali je kakšen problem, če toplotna črpalka z zalogovnikom ne bo nameščena v istem prostoru, kot sedaj plinska peč za centralno ogrevanje? Ne, to vlagatelji po želji urejajo, v bistvu mi, kar rabimo staro peč, da se poslika, ni važno, v katerem prostoru, ne, ker to se pogosto zamenja ali pa popolnoma prenovi. Se pravi, stare slike plinske peči, prazen prostor pred prenovo in pa potem novo stanje, se pravi, notranja enota in zunanja enota, tudi če ni v istem prostoru. Hvala. Žena je nosilec gradbenega dovoljenja. Sem lahko jaz investiral v toplotno črpalko, kandidat za kredit in subvencijo? Zdaj, če je ona nosilec gradbenega dovoljenja, je verjetno tudi ona lastnik, se pravi, vi ste družinski član, torej ste upravičena oseba za te spodbude za kredit in subvencijo. Potem imamo eno podobno vprašanje, katero smo že odgovorili. 12 let in pol imamo že toplotno črpalko in takrat smo dobili subvencijo. Če bi šli v menjavo, smo upravičeni do kakšne subvencije? Kot sem že rekla, osnovna spodbuda. Toplotne črpalke, električne naprave, lokalne kurilne naprave, zamenjava daljinskega ogrevanja, tukaj je lahko dodeljena samo osnovna spodbuda. Se pravi, teh 1000 evrov. Ja, potem podobno za naslednje vprašanje, ali lahko dobiš višjo subvencijo, če menjaš plinsko peč, ki je bila omejena pred cirka 5 leti? Jaz mislim, da ja. 3 leta mora miniti od nakazila, potem lahko peč oziroma predmet subvencije odstranite, ne, v tem roku pa ne. Potem novo vprašanje. Sem že pridobil kredit preko Eko sklada s fiksno obrestno mero 1% oktobra lani. Kredit sem pridobil za sončno elektrarno, je že vgrajena in deluje, toplotno črpalko in fasado. Me pa zanima glede toplotne črpalke, katerega sem pa sem pa monterja in tip že izbral. Zdaj tukaj pravzaprav, Barbara, to je zelo dolgo vprašanje, če mogoče ti prebereš, ker je res vprašanje postavljeno ob 17:48 s strani inicialk FT, ker se nanaša pravzaprav na skupinski nakup, kaj bi priporočali, da lahko odgovorimo, ker potrebujemo verjetno več informacij. Katero vprašanje je to? 17:48, Franci Tanko. Ja. Gospod je že pridobil kredit prek Eko sklada, o tem govoriš? Ja. Ja. Je že pridobil skratka kredit s fiksno obrestno mero 1% oktobra lani, in sicer je dobil kredit za sončno elektrarno, ki je že vgrajena in deluje, in pa za toplotno črpalko in fasado. Zdaj pa očitno toplotne črpalke še nima vgrajene,
ima pa že izbranega monterja in tip toplotne črpalke. Monterju je tudi dal že 40% avansa od kredita. Ali se lahko vseeno odloči za toplotno črpalko v okviru skupinskega nakupa, za katero bi prejel pač informativni izračun takrat, ko bo pač znana ponudba. V bistvu ne vem, to bi mogel preveriti z monterjem, s katerim je že v bistvu sklenil pogodbo, ne vem pa, kako je s kreditom, če je Eko sklada, če je že po predračunu, se pravi, ga je že dobil. Ja, ampak mislim, da toplotna črpalka se lahko menja. Zdaj 40% je bilo že nakazano, ne bom vam znala 100% povedati, ker ne delam v kreditnem sektorju. Bi vam svetovala, da vseeno prvo pokličete sodelavko, ki vam je izdala odločbo, je podpisana na odločbi, preverite, vas bojo potem pri nas v klicnem centru usmerili do nje. Jaz mislim, da je možno, ampak vseeno dajte preveriti na skladu direktno v kreditnem sektorju. Hvala za pomoč obema. Novo vprašanje, imam 2 peči, na drva in plinsko peč, ali lahko dobim 2 subvencije? Če na primer letos menjam peč na drva, kasneje pa plinsko peč, obe s toplotnima črpalkama. Kakšna je namembnost stavbe, treba preveriti. Zdaj, če je stavba enostanovanjska, vam lahko odgovorim samo skladno s trenutno veljavnim javnim pozivom in tukaj vam lahko priznamo samo eno višjo spodbudo, oziroma samo enkrat jo lahko uveljavljate, ne? Trenutno velja tako. V prejšnjem javnem pozivu je vlagatelj lahko uveljavljal 2 peči in 2-krat višjo spodbudo, zdaj trenutno to ne gre. Kaj bo naslednje leto oziroma z naslednjim javnim pozivom, ne vem. Trenutno lahko dobi 2 novi spodbudi, ampak višja subvencija je lahko pa dodeljena samo za en ukrep. Ne? Tako da preverite, se pravi, letos pač uveljavlja 1,5, za tisto preostalo bo pa mogel dati trenutno na tem javnem pozivu dimnikarski zapisnik. Na naslednjem javnem pozivu naj se ponovno preveri te pogoje. Potem spet eno ponovljeno, ali lahko dobim subvencijo za zamenjavo stare plinske peči z novo plinsko pečjo? Ja, za plinske peči ni več spodbud že nekaj let. Ne, se pravi, lahko uveljavlja za višjo spodbudo, če vgradi novo kurilno napravo na lesno biomaso ali novo toplotno črpalko. Za plinske peči ni več spodbud. Hvala, zdaj pa še zadnje vprašanje. Ali obstaja na Eko skladu še kreditiranje več posegov, na primer 3 posege, izolacija stavbe, solarni sistem in toplotna črpalka? Zdaj smo to umaknili na tem javnem pozivu, ker smo generalno dvignili višine subvencij. Tako da v bistvu mogoče je bilo s tem več težav, no. Saj za vlagatelje takrat je bilo fajn, ker je tista osnovna spodbuda se je zvišala, zdaj nam pa v bistvu nekako lažje, če se vlaga posebej vsako vlogo, se pravi, izvedete en ukrep, črpate subvencijo in se lotite potem novega ukrepa oziroma oddate potem novo vlogo posebej. Lahko oddate še zmeraj vlogo za vse 3 ukrepe, to vas ne omejujemo, je pa mogoče lažje za naš postopek, no, da se vlogo odda posebej. Najlepša hvala, hvala vsem govorkam in hvala vsem poslušalcem. Vabim vas, da v prihodnjih dneh obiščete spletno stran Skupinski nakup ZPS, namreč objavljamo tudi rezultate primerjalnega testa toplotnih črpalk in vsekakor nas spremljate in vabljeni na prihodnje delavnice. Lep pozdrav in lep večer še naprej. Hvala lepa. Hvala, nasvidenje.